Dober večer in pozdravljeni na 5. srečanju z naslovom Osnove vere in znanosti. Danes pričenjamo nov del, naslovljen Teorije nastanka ali modeli nastanka. 4 tedne bomo na hitro analizirali nekaj najbolj običajnih pogledov na nastanek in razvoj življenja. Danes pričenjamo z naturalističnim pogledom, bolj točno s teorijo o evoluciji. Teorija o evoluciji. Ko slišimo izraz evolucija, avtomatsko pomislimo na tega človeka, Charles Darwin, ki velja za očeta te teorije. Večino tega, kar bomo danes pojasnili o teoriji evolucije, na večino tega Darwin ni niti pomislil. To pa zato, ker je znanost veliko napredovala od časa Darwina. Njegova teorija je bila velikokrat prikrojena do sedanje oblike. Darwin je v svoji znani knjigi Nastanek vrst predlagal 2 glavni zamisli. Da se živa bitja spreminjajo z naravno selekcijo in da imajo vsa živa bitja skupnega prednika. Od kod Darwinu te zamisli? Koncept naravne selekcije ni izvorno Darwinov. Pred njim so to omenjali že drugi avtorji. Darwinov sodobnik, naturalist Alfred R. Wallace, je pisal o naravni selekciji in svoje delo poslal Darwinu v pregled ravno v času, ko je ta pisal svojo knjigo. Ko sta ugotovila, kako podobni sta si zamisli, sta se odločila objaviti skupno delo, ki sta ga oba podpisala. Leta 1858 sta ga predstavila Londonskemu znanstvenemu društvu. Naslovnico lahko vidite na zaslonu. Kaj je naravna selekcija? Ko pomislimo na naravno selekcijo, se nam v misli prikradejo besede, kot so boj za obstanek ali preživetje najmočnejšega. In če poskusimo to predstaviti s sliko, bi zelo verjetno bilo to nekaj takega. Naravna selekcija je razlog, da najmanjša, najšibkejša ali bolna zebra v čredi konča kot hrana. Če pa definicijo naravne selekcije poiščemo v učbeniku za biologijo, najdemo naslednje. Naravna selekcija je proces, po katerem biološki organizmi z najboljšimi lastnostmi preživijo in se razmnožujejo uspešneje kot organizmi, ki nimajo takšnih lastnosti. Pojasnimo to preprosteje. Predstavljajmo si 2 ženski, ena je zelena, druga vijolična. Če je zelena privlačnejša in lažje najde partnerja, potem bo imela več otrok kakor vijolična. Če njuni otroci podedujejo zelene lastnosti in bodo zato imeli več otrok kakor vijolični, potem bo med prebivalstvom vedno več zelenih in vedno manj vijoličnih ljudi. Sčasoma bo vse prebivalstvo zeleno, vijolično pa bo morda izumrlo. Katere lastnosti so te, zaradi katerih se organizmi razmnožujejo lažje kakor drugi iste vrste? Včasih moraš biti močnejši pri boju za partnerja. Včasih gre za to, da si lepši in si izbran za partnerja. Včasih pa moraš biti neopažen, da preživiš in dobiš priložnost za otroke.
To bomo videli v naslednji animaciji. Vsak čas jo bom dala na zaslon. Žuželke, ki so iste barve kakor list, so bolje prikrite in jih kameleon ne vidi in ne poje. In tako se populacija malo po malo spreminja. V populaciji večbarvnih hroščev prevladujejo zeleni hrošči, ki so bolje prilagojeni za preživetje napadov kameleona. Darwin je menil, da se majhne spremembe čez čas nakopičijo in dobimo živali, ki so bolje prilagojene na njihovo okolje. Darwin je tudi opazil, da živinorejci in kmetovalci prilagajajo udomačene vrste živali, dokler ne dosežejo raznolikost psov, golobov, jabolk, paradižnika. Mislil je, da ta proces izbiranja lahko prenese tudi v naravo. Le da v tem primeru ne bi šlo za umetno izbiro, ki jo usmerjajo ljudje z določenim namenom, ampak bi spremembe usmerjali plenilci in drugi dejavniki, s katerimi se soočajo organizmi. Hladno vreme, pomanjkanje hrane, bolezni. Organizmi, ki imajo boljše lastnosti za preživetje in razmnoževanje, se množijo, populacija pa se spremeni in postane raznolika. Druga zamisel v Darwinovi knjigi, da imajo vsi organizmi skupnega prednika, izhaja iz prve. Darwin je to narisal v eni svojih beležk. Črke predstavljajo različne vrste organizmov. Začnemo z organizmom številka 1, spodaj, in z naravno selekcijo se povzpnemo do naslednjega, rahlo drugačnega organizma. Ti se razmnožujejo in obrodijo vse več variacij. Tako pridemo do drevesa, ki je vse bolj razvejano. Manjše veje, črke A, B, C in D, so sedanji organizmi. Na vrhu risbe pa je Darwin lastnoročno zapisal: mislim oziroma verjamem. Ta faza nakazuje, da je to njegov zaključek. Njegova razlaga niza podatkov. Prepričana sem, da vsi poznate zgodbo o Darwinovem potovanju z raziskovalno ladjo Beagle. Kraj, ki ga je najbolj navdušil na tem potovanju, so bili Galapaški otoki. Pred leti sem imela priložnost obiskati te otoke in videti nekaj takega, kar je tam videl Darwin. Recimo želvo velikanko in ščinkavce. Na teh otokih je Darwin spoznal, da pride pri živalih iste vrste, ki živijo v različnih krajih, do manjših variacij barve, velikosti, razmerij. Mislil je, da te variacije spodbuja naravna selekcija, kakor variacije pri udomačenih živalih povzroča umetna selekcija. S temi podatki je prišel na misel o skupnem predniku in drevesu življenja, o čemer danes obstaja veliko različic. Recimo ta. Vrnimo se k temi prvega srečanja. Podatki in razlaga.
Se spomnite, kako se imenuje razlaga, pri kateri vzamemo podatke iz omejenega konteksta in jih razširimo v času ali prostoru daleč onkraj tega konteksta? Ekstrapolacija. To je natanko to, kar je počel Darwin. Z opazovanjem manjših sprememb znotraj skupin živali je predvideval, da kopičenje teh manjših sprememb v zelo dolgem časovnem obdobju obrodi večje spremembe, ki eno vrsto živali spremenijo v drugačno vrsto živali. Omenili smo že, da so ekstrapolacije v znanosti zelo nevarne. Darwinov predlog o skupnem predniku so v njegovem času sprejeli odprtih rok, četudi je šlo za očitno ekstrapolacijo in četudi ni bilo trdnega dokaza, ki bi jo podprl. Znanstvena skupnost je hrepenela po priložnosti, da bi se rešila vmešavanja cerkve in se je te ideje oprijela v upanju, da bodo čez čas našli dokaz. Kakšna pa je situacija danes, več kakor 160 let pozneje? Ali je znanost našla dokaz, da se lahko variacije naravne selekcije v 1000 ali milijon letih nakopičijo in obrodijo povsem drugačne organizme? Sodeč po diagramu drevesa življenja, se je življenje na Zemlji pričelo z enim ali več preprostimi organizmi. Z minevanjem časa pa se je število živih bitij povečalo, kakor tudi njihova raznolikost in kompleksnost. Poglejmo, kaj vemo o naravni selekciji. Naravna selekcija pomeni, da obstajajo variacije med organizmi, na primer pri hroščih različnih barv, in da se eni razmnožujejo bolj, kakor drugi. Kadar naravna selekcija deluje, kot v primeru kameleona in hroščev, ali opazimo povečanje kompleksnosti? Začnemo z dvema vrstama živali, kameleoni in hrošči. Končamo pa z istimi vrstami organizmov, kameleoni in hrošči. Živali zaradi naravne selekcije niso postale kompleksnejše. Kaj pa raznolikost? Začeli smo s 3 vrstami hroščev in po delovanju naravne selekcije imamo zdaj eno vrsto hroščev. Naravna selekcija ne poveča raznolikosti, dejansko jo zmanjša. Še pomembneje pa je, da naravna selekcija ne obrodi novih različic. Te so že obstajale. Naravna selekcija izbira med možnostmi, ki najbolje delujejo. Darwinov predlog, da gre naravni selekciji pripisati nastanek biološke raznolikosti, ni pravilen. Kot pa smo dejali na začetku, se je teorija o evoluciji od Darwina dalje zelo spremenila. Darwin ni vedel in ni mogel vedeti, saj tehnologija njegovega časa tega ni omogočala, da imajo živa bitja v sebi celice, ki vsebujejo podroben načrt, kako izgraditi organizem. Ta se imenuje DNK. Prav tako ni vedel, da je ta načrt kodiran, kakor pri računalniškem programu, in da so navodila, ki za izgradnjo zapisano samo 4 vrstami molekul, ki jih predstavljajo črke A, G, T in C. Darwinu se ni sanjalo, da včasih, ko se organizmi razmnožujejo in kopirajo svoj DNK, da ga prenesejo na otroke, pride do manjših napak, ki spremenijo kakšno od črk. S tem spremenijo navodila za sestavo otrokovega organizma. Te ključne napake pri kopiranju DNK se imenujejo mutacije. Odkritje genetskih mutacij je bila velika prelomnica v teoriji evolucije, saj je
priskrbelo mehanizem, kako odkriti, česar naravna selekcija ni mogla: ustvarjanje novih različic. Zelo poenostavljeno prikazano bi bil postopek naslednji. Naključne mutacije proizvedejo manjše variacije v naravni populaciji. Na primer, sprememba barve v koži živali. Ker gre za naključne spremembe, jih je večina škodljivih za organizme. Bela žival pritegne veliko več pozornosti in jo plenilci lažje opazijo. Naravna selekcija bo pomorila organizme s škodljivimi spremembami. Toda zelo redko pa je lahko kakšna sprememba tudi dobrodejna. Ob spremembi vremena na področju, kjer je bilo nekoč toplo, zdaj pa je sneg, ima lahko bela žival prednost. Živali z blagodejnimi spremembami bodo preživele in se razmnoževale bolj. Tako bodo kasneje prevladale v populaciji. Če pride do novih blagodejnih mutacij, ki se sčasoma nakopičijo v organizmih, se lahko žival zelo spremeni. Na primer, kuščar lahko postane ptič. Seveda do spremembe ne pride takoj v eni sami mutaciji, ampak zelo počasi skozi milijone let, v katerih pride do novih mutacij. Najprej se pojavi perje, potem se organizira v peruti, ki najprej služijo za jadranje, malo po malo pa se naučijo leteti, izgubijo zobe, oblikuje se kljun, noge spremenijo obliko in izostri se vid. Kje je težava s takšnim načinom premišljevanja? Morda je na risbi videti enostavno, biološko pa to ni mogoče. Plazilca ni mogoče spremeniti v ptiča s kopičenjem manjših sprememb. Telo ptiča je inteligentna celota, ima strukturo, ki se zelo razlikuje od telesa plazilca. Ne gre samo za dodajanje perja. Kosti ptiča so votle, kar pomeni, da je lahek. Kosti so pritrjene na vrečke z zrakom, s čimer se zmanjša gostota in lažje leti. Možgani lahko koordinirajo gibanje v 3 dimenzijah. Vse to ne gre z dodajanjem eno po eno, saj je vse povezano in soodvisno. Možgani in vid sodelujeta. Mišice in kosti, peruti, so prav tako pomembne za letenje kakor perje. Vse mora sodelovati hkrati in biti med seboj povezano, da bi ptič lahko letel. Da bi lažje razumeli, pojasnimo to z analogijo. Predstavljajmo si, da imamo besedilo otroške pesmice. V španščini je in govori o ptičih, o galebih. Besedilo je preprosto, ni pa dvoma, da se ni nekako napisalo samo. Nekdo se je moral domisliti rim in smiselno postaviti besede. Ta pesmica predstavlja kuščarja ali še bolje njegovo DNK, ki vsebuje navodila za sestavo kuščarja, ki deluje. Recimo, da pesmico prekopiramo v besedilni program za računalnik. In potem to predamo šimpanzu. Šimpanzi so zelo pametni, ne znajo pa brati. Ta bo začel naključno tolči po tipkovnici in spreminjal besedilo. To predstavlja naključne mutacije.
Na računalniku imamo program, ki prepoznava besede, ki ne obstajajo oziroma ne delujejo in jih izbriše. To je naravna selekcija. Poudarimo, da naravna selekcija ne popravlja napačno zapisanih besed in ne piše novih besed, samo izbriše organizme, ki ne delujejo. Zdaj si predstavljajte, da pustimo ta proces teči dolga leta. Seveda menjamo šimpanza, da se ne utrudi, in še naprej naključno spreminjamo besedilo ter brišemo besede, ki ne obstajajo. To počnemo dolgo, zelo dolgo. Potem pridemo nekega dne preverit zaslon in vidimo tole. V vasi La Mancha tega imena se ne rada spominjam. Za vse, ki ne govorite špansko, naj povem, da gre za začetek zelo znane knjige z naslovom Bistroumni plemič Don Quijote iz La Manche, ki jo je napisal sijajni pisec Miguel de Cervantes. To novo, veliko daljše in bolj zapleteno besedilo predstavlja ptičev DNK. Če bi vam rekla, da je zgodba o Don Quijotu nastala zahvaljujoč šimpanzu in otroški pesmici, tega nihče ne bi verjel. Za vas, ki ste bolj tehnološki, bom isto razložila malo drugače. Predstavljajte si, da ste povabljeni na ogled povsem avtomatizirane tovarne avtomobilov. Ob tekočem traku je veliko strojev, vsak pa vstavlja pravi delček na pravo mesto, da na koncu dobimo avto, ki deluje. V središču te tovarne je računalnik, ki upravlja vse stroje z računalniškim programom, ki vsakemu stroju nalaga, kaj naj počne in v kakšnem vrstnem redu, da dobimo avto, ki deluje. Nekega dne se računalnik okuži z virusom. Ta prične spreminjati 1 in 0 v programu povsem naključno. Računalnik ima varnostni program, ki virusa ne more odstraniti, odstrani pa navodila, ki nimajo smisla. Ne popravi napak, niti ne napiše novih navodil, samo izbriše dele programa, ki ne delujejo. Verjetno ste uganili, da je program z navodili za stroje kuščarjeva DNK, avtomobili pa so kuščarji, ki so narejeni z navodili DNK. Virus je naključna mutacija in varnostni program, ki briše to, kar ne deluje, je naravna selekcija. Po dolgem času spet obiščete tovarno in na vaše presenečenje vidite, da ne proizvajajo več avtomobilov. Zdaj je to tovarna letal. In proizvajajo letala, ki letijo popolno. Kdo med vami bi verjel tej zgodbi? Nihče. Nihče ne bi verjel, ker vsi vemo iz logike in izkušenj, da knjige pišejo pisci. In letala proizvajajo inženirji. Šimpanz ne more napisati Don Quixota in računalniški virus ne more avtomobilov spremeniti v letala. Ptice so stroji, ki so veliko bolj zapleteni od letal. DNK vsebuje več informacij, kakor največja knjižnica na svetu. Človeški možgani so veliko bolj kompleksni od vsakega računalnika. Učbeniki pa vsemu temu navkljub trdijo, da se je vse to ustvarilo samo z naključnimi mutacijami in naravno selekcijo. In mnogi temu verjamejo.
Se spomnite tega citata iz enega naših prejšnjih srečanj? Evolucionistični biolog Richard Levantine pravi, da stran znanosti zavzemamo kljub očitni absurdnosti njenih konstruktov. Kljub temu, da ne izpolnjuje svojih pretiranih obljub o zdravju in življenju. Kljub strpnosti znanstvene skupnosti do neutemeljenih zgodbic, kjer smo vnaprej zavezani predani k materializmu. Če ne upoštevamo možnosti stvarnika, je edina rešitev, da so se reči ustvarile same. V zadnjem desetletju so mnogi, tudi veliko evolucionističnih znanstvenikov, spoznali, da teorija o klasični evoluciji, ki temelji na mutaciji in naravni selekciji, ne deluje. To je članek, ki je bil objavljen v reviji Nature leta 2014. Naslov je, ali je treba na novo razmisliti o teoriji o evoluciji. Pisci so evolucionistični biologi, ki v eni vodilnih znanstvenih revij trdijo, da naravna selekcija in mutacije nimajo ustvarjalne moči, ki jo jim pripisujejo. Žal ti znanstveniki ne trdijo, da je napačna predpostavka naturalizma. Trdijo pa, da moramo iskati druge naravne mehanizme, ki lahko opravijo nalogo. In tako so predlagali ideje, kakršna je, da evolucija ne temelji na manjših nakopičenih spremembah, temveč na pomembnih spremembah, ki jih povzročajo mutacije. To vpliva na prve faze embrionalnega razvoja ali na gene, ki se imenujejo regulatorji. Ti nadzirajo druge, ki imajo mnoge funkcije. V obeh primerih ima lahko sprememba v enem samem genu velik vpliv. Težava je, da so vsi eksperimenti, ki so jih opravili z namenom, da bi podprli te teorije, spodleteli. Mutacije, ki vplivajo na zgodnjo fazo razvoja, so za embrio usodne. Umre. Kadar se spremenijo genski regulatorji organizma, se poškodujejo njegove mnoge življenjsko pomembne funkcije in prav tako umre. Da bi bilo drevo življenja, ki ga predlaga teorija evolucije, resnično, bi bilo potrebno, da se živali in drugi organizmi preobrazijo iz enega tipa v drugega, počasi ali hitro, in da se pojavijo novi organizmi in telesni vzorci. Kljub 160 letom iskanja naravnih mehanizmov, ki bi bili sposobni ustvariti te nove organe in telesne vzorce, jih današnja biologija še ni odkrila. Če povzamemo, klasični mehanizmi evolucije, to so mutacije in naravna selekcija, ne delujejo. Odkrili niso nobenega naravnega mehanizma, ki bi jih lahko zamenjal. Teorija o evoluciji postaja bolj in bolj zapletena, pa kljub temu nima jasnih odgovorov, s katerimi bi pojasnila biološko raznolikost. V prihajajočih tednih bomo videli še druge poskuse razlag. Začeli bomo z vmesnimi rešitvami, ki smo jih zgostili v izrazih teistična evolucija. O tem bomo govorili prihodnjič. Za danes pa končajmo. Hvala za vašo pozornost.